Neurje s točo je v nedeljo 19. julija veliko škode znova povzročilo na območju Slovenske Bistrice. Toča, ponekod velika kot oreh, je močno poškodovala predvsem vinograde, najhuje je bilo v Kovačji vasi in Ritoznoju. Tako bodo nekateri vinogradniki ostali brez večine pridelka grozdja. Za oceno škode smo povprašali Marka Breznika, specialista za vinogradništvo. Ja, škoda je gromozanska. Ocenjujemo, da je cirka 100 hektarjev močno prizadetih. Tukaj na območju Kovačje vasi pa vse do Ritoznoja. Določeni vinogradi so utrpeli tako veliko škodo, da dejansko letos ne bo trgatve. Kaj pa je najhuje, tudi to, da je les in seveda očes, torej nastavek naslednje sezone, toliko poškodovan, da vinogradniki ne morejo pričakovati še vsaj naslednje leto večjega pridelka, ne. Močno poškodovani so tudi vinogradi vinogradništva Brezovšek. Trenutno stanje, kot lahko vidimo v vinogradu, je pravzaprav porazno, če že za letošnje leto ni toliko. To je tretjina definitivno zdaj šla, če že ni polovica. Bomo videli, kako se bo zeleni del obrastal in če bo to napolno, zdaj seveda, če bo to dozrelo tako, kot mora biti, ne. Kvalitete ziher ne bo takšne, kot bi moralo biti, to je eno. So pa seveda težave, bo še pa nadaljevale se drugo leto, ker so rozge načete, udarjene, bo težko dobiti kakšen šparon iz tega. Tako da zdaj lepo upamo vse na najboljše, da bo toti del, toti mesec toliko naklonjen, da bo to lepo dozrelo, tako kot mora biti vsaj avgusta, no. Ker kot je letos se kazalo, da bo vse skupaj proti koncu avgusta že trgatev. Zdaj bomo pa videli, kako bo, ali bomo še počakali malo, ali bomo pa mogli obrati tudi zaradi tega, ker še ni narava verjetno svoje zadnjo rekla, ne. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je poudaril, da je občino letos že dvakrat prizadelo hujše neurje. Ja, zdaj kar zadeva neurje v letošnjem letu in tudi s točo je bilo to zdaj že drugo neurje. Tisto prvo, mislim, da je bilo tam nekje junija, ne. Tisto je prizadelo ta bolj južni del naše občine in približno 700 hektarov, ne, s tem, da so tam predvsem prizadeta poljščine, torej posevki z žiti in pa koruza, ne, približno. Pol je verjetno bilo pa še kaj tudi drugih poljščin, recimo buče pa še kaj, ne. Zdaj, kar se tega dela tiče, ne, mi seveda to škodo potem najavimo pač na upravo za zaščito in reševanje, ker so oni pristojni, in za tisti prvi del smo že dobili pozitivni govor v tem smislu, da zdaj zbiramo pač konkretne prijave, ki bodo podlaga za potem nadaljne postopke in cenitve in eventualne odškodnine, kako se bo to zgodilo, ne. Je pa treba reči, da že od lanskih, vsaj po mojem vedenju, lanskih prijav nekih odškodnin, vsaj po mojem vedenju še ni bilo, ne. Tako da upam, da so te stvari zdaj stabilizirale. No, zdaj je pa bila potem še to, ko ste pomenili, ne, to je bilo pa zdaj ta drugo neurje, ne. Po površini je sicer prizadelo manjše površine, predvsem na teh naših obronkih Pohorja, na torej teh spodnjih delih krajevnih skupnosti, predvsem Tinje, Šmartno, pa seveda tudi mestnih v tistem zgornjem delu, Kovačja vas in Ritoznoj in ta del. In tu gre približno za 250 hektarov celotnih površin, zdaj od tega je dobrih 100 hektarov, mislim, da vinogradov. In res je, verjetno so vinogradi utrpeli največjo škodo. Zdaj škode so različne, ampak so vse po mojih informacijah bile tam tudi največje, tam od 70 do 80%. No, so pa bile prizadete tudi pač predvsem poljščine, mislim, da koruza pa ostale stvari. Zdaj tudi to škodo smo mi posredovali na upravo in čakamo zdaj pač ustrezne sklepe, da se lahko postopki naprej vodijo. Res pa je, da zdaj to neurje nam povzročilo tudi kar nekaj težav na cestni infrastrukturi, tako da tudi tam je za njih tisto pa je lahko bolj številka, povem, zdaj težko govorimo o številkah, ker je pač to stvar cenitev z kmetijskega področja, ampak mislim, da vse v tistem prvem delu škoda več kot milijon, pa tudi verjetno to ne bo kaj manj, ne. Dočim na cestni infrastrukturi nam je pa vse neslo predvsem posamezni odseke cestne, povezano tudi z prepusti in tako naprej, tam je pa škode tam približno 100 000 evrov. Tiste stvari so v večji meri že odpravljene, to je pač naš upravljalec speljal, pa tudi verjetno krajevne skupnosti na
na javnih poteh. Tako da, nažalost, ne, nas vsako leto praktično zadenejo te težave, ne, s katerimi se pač soočamo na eni strani tu, na drugi strani pa se sami naši, predvsem na kmetijskem področju. Vinogradniki in strokovnjaki že vrsto let opozarjajo na možne rešitve. Ja, dolgoročno bo zagotovo se vinogradnik moral prilagoditi na način, da bo uvedel protitočne mreže. Protitočna letalska obramba je še ena tista rak rana. Vemo, da v tem trenutku, ko je bilo na tem območju Slovenske Bistrice toča, je hkrati tolklo tudi v Gornji Radgoni. Tisto letalo, ki ga imamo, eno pa žal ne more obvladati tako velikega področja, kot ga imamo v Sloveniji. Ne. In ojačitev protitočne letalske obrambe bi tudi verjetno dobro doprinesla pač malo nekim boljšim izplenom ali pa vsaj manjšim škodam ob pojavu teh nevihtnih celic. Kaj pa področje zavarovalništva? Ja, zavarovanje je zagotovo tudi ena izmed možnosti, da se vsaj vinogradnik, ki nima možnosti naprave protitočnih bočnih mrež, da se nekako zagarantira, da bo vsaj tisti pridelek, ki ga ima, nekako malo bolj mirno bo lahko spal, ne, vkolikor pride do izpada pridelka, ima vsaj delno pokrite stroške. Ampak tudi tu vemo, da so še rezerve. Veliko apeliramo, da bi se tudi ta priznana vrednost pridelka povečala. Vemo, stroški grejo zgor iz leta v leto. Priznana vrednost pa je ostala na nivoju izpred 10 let. Ne. No, to je kompleksna zadeva, oziroma ni ta hudo, če se to pristopi tako, kot je treba, ne. Z vsemi tremi dejavniki, to je pomeni tudi s to protitočno mrežo, tudi z zavarovanjem samih vinogradov oziroma vseh poljščin v glavnoma, ne, in pa za protitočno obrambo, kot mora biti na nivoju Avstrije. Vsi vemo, da imajo Avstrijci tega 8 oziroma 9 avionov in tistokrat, ko pride do tega, grejo vsi v zrak, lahko razbijajo te celice. So definitivno ta gospodarska škoda, ki nastane na vseh teh poljščinah, ni tako velika, kot je pa pri nas. Svoje se te dejavnike bo treba vključiti in se resno vse za mizo, pa dored zadeve, pogledati, kako imajo drugi to rešeno. Vsekakor pa več ni dopustno, da se to tako dogaja vsako leto isto, ker je vsako leto tudi hujše. Ja, ne, gledajte, tudi določeni programi po mojem vedenju tečejo, ne. Zdaj vse te programe pelje pač država, ne, tako da gre tu za sisteme državnih pomoči, ker mi smo vsi pod to evropsko regulativo, tako da tudi mi ne moramo na te segmente poseči brez tega, da dobimo ustrezna soglasja, kar se tiče naših ukrepov na področju kmetijstva. Ampak vse po mojem vedenju država sofinancira postavitve teh mrež, se pravi zaščite z mrežami. To je en del zgodbe, ne, na drugi strani mislim, da celo do 70% se po mojem vedenju sofinancira zavarovalniške premije. Ne. Tako da je to na nek način tudi apel, ne, predvsem kar se zavarovalništva tiče, da res naj izkoristijo vsi to priložnost. Vem pa, ne, da tudi ni vse tako res enostavno, ne, zato ker so pa te premije relativno zelo visoke in jaz se bojim, da če se bo stvari seveda ponavljale, da se bo premije samo še dvigovale, no, ampak zaenkrat ta državna pomoč obstaja. No, na drugi strani pa seveda gre za pač investicije, ne, predvsem tam, ker se recimo obnavljajo, torej ali vinogradniški nasadi, pa verjetno tudi sadjarski, ne, da je smiselno seveda tudi to vključiti, ker te stvari so vse po mojem vedenju sofinancirane, ne, iz strani pač države, ne.